Letos sem si za začetek sezone izbral eno prav posebno dirko. Dirko, za katero lahko rečem, da je trenutno moja najljubša. Hej, hudo, kje sem, no? Nora! Najprej pa par besed o partnerjih, ki mi omogočajo, da se takih eventov majčkeno lažje udeležim. Da bom tudi letos vozil tole super raketo, so zrihtali v trgovini A2U. Hvala A2U. Bam! Ker smo pa v avtu 4, pa brez tega nosilca za kolo ne bi šlo. Tako da tukaj se moram pa zahvaliti trgovini RDO+, da so mi zrihtali tale super nosilc. V glavnem, zrihtali so mi tale super nosilc. Bom malo naredil tudi en kratek posnetek, da boste majčkeno videli, kako to izgleda. Imajo pa v trgovini še marske druge, se pravi, imajo strešne kovčke, strešne nosilce, pa ogromen druge avto opreme, tako da če karkoli rabite za avto, pojdite na spletno stran www.rdoplus.si. Uporabite kodo NZ5, dobite 5% popusta, kar pa tudi ni slabo. Edin na Atero, znamko Atera, tist koda ne velja, ampak na vse ostalo pa pojdite si pogledati. Da bom na dirki dobro zgledal, so pa poskrbeli pri trgovini oziroma pri podjetju MBO, Moving Being Open. To je kitajski proizvajalec kolesarskih oblačil in ne samo, da imajo hude dizajne, tudi kvaliteta je taka, kot mora biti, res veliko dajo na kvaliteto. Je bolj premium kitajska firma, tako da res je super, pojdite si jih pogledati. Jaz upam, da bomo sodelovali letos. Pa da ne pozabim, vidiš tele očala, 4Cut, super očala, lahka, price performance, top shit, cenovno ugodna. Boste jih tudi dve ekipi, meni so všeč, ker imajo res dobre barvne kombinacije, odštekani dizajni. Tako da 4Cut, dobite jih v trgovini A2U. Zdaj pa grem. Zdaj vas pa lahko popeljem čez tale nepozaben vikend. Takole, zdaj pa smo majčkeno smo pozni, oziroma mislili smo, da bomo štartali malo prej, ampak se tako kot ponavadi, zmer se štarta malo kasneje, kakor pa rečeš. Vsaj pri nas je tako. Na ta način. Ok, tam 6-7 urc, 7 urc vožnje nas čaka. Jaz upam, da ne bo kakšnih problemov, ker prvič gremo takole tudi v bistvu s tamavčkom, da gremo nekam bolj daleč pa za malo dalj časa. Po moje, da ne bo problemov, ko gre rad malo naokrog, rad se voz, tako da ni panike. Tako? Boš jih malo sam povedal. Gremo, bomo videli. 7 urc bomo tam. Jasa. Imam pa kar majčkeno tiste metuljčke v trebuhu, zato ker grem nekam v neznano, tako da tak lušten feeling. No takole, majčkeno smo se ustavili, ker je vseeno tole dosti naporen za tamavčka. Ni pa nič krize, no. Ni tako hudo, smo blizu polovice. Tako da malo pauze, jaz sem izkoristil, da sem še majčkeno zaprl oči pa zaspal, ko imajo os in je prav pasal. Če kolo je šekle, tako da vse štima. Ne vem pa Italijanov ne razumem s tole tablo. Sicer najbrž je tole narobe pritrjen, kaj je tale trak gor. Ampak ne razumem jih. Nosilc ima luč, ima štop lampo, vse, ampak oni hočejo imeti še tablo gor, tako da kdo bi razumel. No, da vidimo zdaj tole svoje... Buongiorno, buongiorno.
Grazie, ciao! Bravo! Ah, Maja pa nikar tako. ah. Buongiorno, benvenuti. Evo, mi smo v Sieni. Zdaj pa gremo po številko. Kolo sem raj dol vzel, ker nikoli ne veš. Pa nekaj časa imamo za hoditi. 2 km. To ne bi bil eden izmed bližnjih parkirišč. Gremo skupaj, tako da vidimo še majčkeno Sieno. Ja. Ste živčen? Jaz pa. Tadej Pogačar stayed with it and then indeed left everyone behind. Paul Seixas was the man who stayed closest to him. Isaac Del Ajde, Toro Pogi. was the last man from Moje UAE bo. Team Emirates to set. Ja, takole, evo. Mi smo se zbasali v apartma, malo časa je trajalo, da smo se zrihtali. Tako da, zdaj smo pa tukaj. Zdaj smo pa jedli. Cajt, da se nalovdamo za jutr. Midva z Aljažem sva že jedla pico, ampak ni to dosta, ne? Bo Maja zrihtala zdaj še, čakaj, pol moramo obrniti, tele makarone. Da bomo še z makaroni se nafilali. Ko ratatouille. Ratatouille. Cool, še makarone pojem, pa v bistvu pripravim kolo, številko dam na dres, pol pa malo počivati, pa se relaksirati za jutr, ker majčkeno sem živčen, majčkeno imam te metuljčke v trebuhu. Prvi event v sezoni je, tako da je normalen, da je majčkeno živcev. Nimaš kaj, so cool. Edina ena stvar, vreme. Majčkeno je slabo napovedan, zna biti, da bo dež padal vmes, zdaj, če ne drugega, se pa vsaj kadilna od vzga peska, tako da ja, probam gledati iz pozitivne strani. Čeprav tam bom verjetno jezen, če boš padel, ampak nimaš kaj. Fajn bo. Takole, vse je prštiman. Zdaj bom šel pa prav malo spat, ker sem po pravici povedan kar fajn zmatran. Vsi smo, tako da se vidimo zjutraj. Noro, hej to, kje sem. Na štart od Strade Bianche se peljem. Nimam besed, res presrečen sem. Po eni strani srečen, po eni strani živčen. Vem, da noge ne problem. Zdaj, kar je tale pesek, upam, da ne bo kakšnih defektov, ker če bojo, nisem glih najboljši v popravilih, pa v menjavi zračenc, zdaj vam tubeless, no. Upam, da bo sistem deloval. Res, kje bom vozil, no. Tam, ko so včeraj vozili, vsi to najboljši na svetu. Noro. Res, ko mi čakam. Je pa tudi tako, ta dirka ni rezultatsko pomembna. Tako da grem predvsem uživati, to je danes cilj, pa da naredim en dober trening. Tako da iz te strani rezultata, časa, ni nobene živčnosti. Grem uživati na toskanske ceste pa makadame. Tudi štartam čist nek v zadnji. Štartam v, mislim, da je 5 box, kar je ta zadnji box. Plan je, da lepo začnem normalno, brez kakšnih šprintov, ker nima smisla šprintati. Dirka je dolga in ja, grem uživati. Sam čez tale labirint se moram spraviti, pa najdeti v bistvu sploh vhod do štarta, ker je vsi boksi imajo svoj vhod. Hudo. Mislim, da bo pol tudi tukaj v zadnji vse polhan, tako da sem še dost zgodan, pa sem še dost v spredju v svojemu boksu.
Z malo sreče sem bil med prvimi v 5. boksu, še vse je bilo pred mano ogromno ljudi, ampak ja, je bilo pa boljše, če bi bil čist med zadnjimi. Malo je gužve. Ob 9. je bil uradni štart prvega boksa, ker sem bil pa v 5. boksu, smo štartali šele 10 minut za prvimi. Gremo, andiamo. Tako kot na vsaki dirki tale začeten masakr je treba preživeti. Iskreno sem pričakoval večje probleme, kar se tiče gužve in vožnje v skupini, sploh v teh prvih kilometrih. Vedno, ko daš na kup tako število amaterjev z različnimi cilji, se hitro lahko kje zatakne. Sam sem začel po planu, lepo na easy, brez zaganjanja. Takole, očitno je ta prvi ruk krmim. Grupe so se nekako začele postavljati, tako da je malo več placa. Super, tudi ritem bom počasi ujel. Bo pa zelo malo tudi prvi makadamski sektor. Da vidimo, kako je to. Pa smo le prišli v 20. kilometer, kjer nas je čakal prvi makadamski sektor od skupno 10. Lotil sem se ga z malo rezerve, ker je bila še vedno gužva in je bilo pameten odpeljati malo bolj previdno. Pa konc koncev, navaditi sem se mogel tudi ozkih gum in peska. Sem pa opazil tudi prve žrtve defektov in tega sem se bal tudi sam. Prav zaradi te dirke sem sicer namontiral tubeless sistem, zaradi česar sem bil majčkeno bolj miren, vozil sem 30 mm široke Continental GP 5000 gume in Stance mleko, ampak tudi tubeless sistem ni neuničljiv. Če potegnem črto, pa mislim, da je bila kar dobra odločitev. Lej, nam preveč pameten, ker še ne vem, kaj me čaka naprej, ampak če so te ceste take, so boljše kot veliko cest navadnih v Sloveniji. Ej, hudo, kje sem, no. Noro! Seveda sem majčkeno prehiter sklepal, prvi sektor je bil še najlepši od vseh, vsaj kar se peska tiče. Od tukaj naprej so bili vsi sektori namočeni in posledično tudi fajn blatni in tako bom rekel. Voziti po pesku je eno, voziti po blatu, čist nekaj drugega. Hitro sem se navadil tudi blata, ni mi delal nobenih problemov in iz sektorja v sektor sem bil hitrejši tudi na blatu. Moram pa priznati, da je šla včasih guma malo bolj po svoje, kot bi si želel. Na kakšnem delu je res drsel. Zdaj pa lahko povem še, kakšen je bil plan na tej dirki. Res, da nisem dirkal na rezultat, ampak prav počas pa tudi nisem mislil voziti. Mogoče sem se prej majčkeno preveč zagnal, ampak zdaj je tak normalen tempo naprej. Tako kaj Blaž splaniral. Plan mi je tako kot za vse dirke sestavil trener Blaž. Po novem ima tudi spletno stran, prlimo jo bom v opis tega videa, tako da če bi kdo še malo bolj resno treniral, mu sam pišite. Plan je bil, da vozim kar se da konstantno in da v drugi polovici dirke še malo bolj stopam na pedalo kot v prvi, se pravi, da nekako nadziram svoj napor in da ga stopnjujem, pa poudarek sva dala tudi na prehrano. 90 gramov ogljikovih hidratov na uro je bila super strategija. V celi dirki me tudi enkrat ni zakrčil, pa nisem šel glih počas. Takole, koliko je šansa, da nismo na pesku ali pa v blatu, probam jesti, ker tam se ne da. Kar se klancev tiče, pa tako, ni nobenega dolgega klanca, ampak so zelo kratki, pa kar strmi hupsarji.
Nekje smo mogli nabrati več kot 2000 višincev, tako da si lahko predstavljate, skozi gre malo gori doli. Nora. Takole, še majčkeno manj kot 30 km do konca. Zaenkrat se super počutim, brez kakšnih krčev ali pa kaj, dober jem. Tudi prehtevam skozi ljudi, več ali manj sem jih do zdaj. Zdaj imam enega tukaj pred sabo, ki dober šiba, tako da sem v zavetrju. Ja, komaj čakam, da gremo kaj gor na trg, ki bo po moje res lepo. Držal sem se plana, kilometri so se nabirali in kmalu je sledil zadnji makadamski sektor Letolfe s 14% naklona. Od tukaj pa do cilja pa pol res ni bilo več daleč, dobrih 10 km, in z mislimi sem bil že na ikoničnem vzponu na Piazza del Campo. Na televiziji je izgledal noro in komaj sem čakal, da ga izkusim tudi sam. Še kilometer do konca. Osebno mi je tole najljubši zaključek do zdaj. Na televiziji klanc sicer ne zgleda tako hud kot v živo, ampak po 136 km noge kar malo zapečejo. Po ozkih ulicah in razmahanih tlakovcih pa sledi še grand finale. Prihod na Piazza del Campo. Na televiziji tole na koncu izgleda lažje. Naklon je hud, pa tudi podlaga je trese kot pri norcah, tako da ne vem, kako jim to rata, da ti profesionalci, da pogi naredi tako, da gre po gladkem asfaltu tukaj gor. Noro. Noro. Imaš kakšna svinarija. Hvala. To sem že rekel. Težje je, kakor pa zgleda na televiziji. In tale konc klele in v bistvu cela trasa. Sploh takole danes, ko je bilo mokro, se mi je zdelo, da je limal, ne, da bi v bistvu tudi s 300 vatov poganov na tistemu zmočenemu pesku sem kamor ni prav kaj dosti premaknil. Pa še drseli, no. Ampak nič hudega. Fajn je bilo, užival sem, to je pa tisto, kar šteje. Zdaj gremo pa preobleči se pa nekaj pojesti, ker sem lačen. Kljub temu, da razmere mogoče niso bile najboljše, sem vseeno užival na polno. Te ceste in mesto imajo svojo zgodovino in presrečen sem, da sem jih doživel. Rezultatsko ni bilo nobenega presežka, na koncu sem bil 1021, ampak sem se pa uspešno držal plana. Začel sem umirjeno in postopoma sem dodajal vse do konca.
Želim si, da bi se drugo leto vrnil in dirko prevozil v suhih pogojih, ampak že zdaj je v bistvu tole moja najljubša dirka. Zahtevala je kombinacijo moči in pa dober handling kolesa, tako da perfektno. To je to, moja zgodba Strade Bianche. Čau ragazzi. Tole bi bil lahko biznis, da bi bilo v karto vključeno še avtopranje, ker je avtopralnica ni avtopralnica, ampak je kolopralnica.